No, v prvi vrsti treba v Avstriji nekaj vedeti, da se je ta gospodarska situacija v Avstriji, pa gospodarstvo Avstrije zadnja leta že po drugi svetovni vojni kontinuirano razvijalo. Poleg tega je bila Avstrija zelo vezana tudi na nemški trg in posebnost tega pa je tudi bilo videti leta 2008, ko je bila tako imenovana gospodarska kriza zajela vso Evropo. Je bila Avstrija takrat, po mojem, celo ena vzorna dežela v Evropski uniji, ki je rekla, mi imamo takoj poseči na vmes in je takrat iskala variante, tudi variante, kako te krize ali pa to krizo rešiti. To je Avstrija zelo hitro naredila, to se vidi v tem, da je parlament hitro odločal. V tem vidimo, medtem ko so druge države še ugibali, kaj bodo naredili, recimo tudi vzamem primer fiskalnega pravila. Avstrija je to čez noč odločila in ni bilo nobenih posledic. Seveda so pa tudi krize, kako vse povsod tudi. Vidimo pa v Avstriji še nekaj, da je velika identifikacija z podjetjem samim, to pravi angleško corporate identity, kar pomeni tudi, ko podjetju še bolj slabo gre, se takrat vsi nameščenci tudi še bolj potegujejo za to in vidijo, da pomagajo državi sami, kako iz krize priti ven. Mogoče vidimo v tem tudi, da imamo več paketov pomoči. Recimo en paket pomoči je v tem, vzamemo primer Koroške. Če boste na avstrijskem Koroškem, če danes odprete eno tovarno, vam da recimo država ali pa dežela Koroška nepovratnih sredstev do 20–30%. Poleg tega vam da na razpolago tudi zemljišča, ki stanejo tam od 10 do 12 evrov na kvadratni meter. Poleg tega se potem tudi vključi tudi občina, potem se vključi tudi občinska oblast, poleg občinske tudi potem okrajna oblast in vse zadnje potem tudi poskušajo vsi nekako tudi vnesti čim več tudi delovne sile, pomeni vključi se tudi tako imenovani AMS, se pravi Austrian Arbeitsmarkt Service, to je servis, ki da na razpolago delavce, da poskrbi tudi za to, da je zadosti strokovne delovne sile tudi na trgu. No, jaz mislim, pri nas deluje nekaj to, da je to unešeno skozi leta tudi zelo urejeno gospodarstvo, zelo urejen je tudi davčni sistem, zelo urejen je tudi pravni sistem in vsak, ki pride v Avstrijo, ve tudi s tem, da ga bo zakon ali pa za zakonom, katerem se nekako ukvarjal, da ga bo tudi sledil v naslednji dobi izgradnje, da se ne bo to spreminjalo vsake 14 dni ali pa vsake 3 tedne. Problemi so tudi, ki jih zapažam saj jaz, pač moji poslovni partnerji pravijo, če pridejo v Slovenijo, da se jim v roku enega meseca zamenja 5 kontaktnih oseb, ali to na tej ravni ali na drugi ravni, tega recimo v Avstriji skupaj da ni.